Pošušti mene. Z Joštom. Hej, ok, v glavnem legit nadaljujemo. Ugotovil sem, da sem začel snemati kar nekje vmes, no. Vmes med tem, ko sem govoril glede, ne vem točno s čim sem začel, sam vem, da sem začel govoriti o tem, kaj ne bi govoril in pa sem se spomnil, da imam v Evernotu, v appu teme ali pa razne stvari, o katerih bi rad govoril. In čist pred zakompliciral zdaj ta intro, ampak to je bilo to. Ok, v redu, zdaj pa lahko nadaljujemo. Zdaj bomo katnili noter, tako da kat. Mislim se, zato je pa glavna zadeva, da imam note, ne? To, da razmišljam kar nekaj v tri krasce, kaj bom rekel, kva bi lahko še povedal, ne vem točno kaj. In lahko sem tako, bam, tukaj imam napisan, grem v moj Evernotič, pod file, shit, da sem ga odprl klele na desktopu. Fatal error. A previous instance on Evernote.exe version 6.2.0.2.2. Sam napisal bom, it doesn't work. Fix, please. That's it. Razočaral me je. Zdaj ga moram pa na spletu odpreti. V bistvu, namesto da se zdaj bavam s tem, bi ga lahko na telefonu, ne, pa je to. Mater, je talent tudi. Škaj me edino sekiralo to, da bi se mi nekdo javil, ali pa da bi me nekdo klical na telefon, ko že message in pa bi to v zadnji začel tlin. Drmat. Nisem pa še probal teh podcastov posnemati zjutraj, tako da me zanima, kako je zjutraj mogoče. What? Evernote has opened on my computer. Opening database. No, v glavnem bomo videli, no, pač ne maram, da se mi v zadnji kaj preveč odpira. Mislim, da me kdo kliče ali pa kaj takega in pa imam rešil se na mute oziroma na airplane mode, ne, v tem primeru. Ok. Ampak to so že ful stare zadeve, glede, da sem nazadnje pisal, pošušti mene. 25.8. Kaj je to, 25. avgust? To je mesec pa teden, 2 tedna nazaj, mesec pa pol, nekaj takega. Imam pod notes stvari, ki sem se sekiral zaradi njih, ali ne vem, kva bi rekel. V glavnem, ker sem išel na živce pa to, ampak ne vem točno, če je to, kar sem hotel o tem govoriti, no, trenutno, ampak bomo videli. Malo meč animacije ali pa kaj takega, ampak v tem primeru, čak, da zdaj vidim, kaj je tukaj točno. Meditacija. Minuti, 3 minutke gremo, ok, v redu, ok, na spletu mi ni treba odpreti. Zadnji dela, kom že Švica, kada se ga poslal ne vem kam na Triglav. To je pa to, če imaš chip shit laptop, ne? Moram si zrihtati eno boljšo beštijo, zato da lahko vsaj normalno delam, no. Nam čisti loser. No, eneč bomo na telefonu pogledali, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam je 11 notov. Ok, kjer ga bi... A veš, kaj bom povedal? Evo, ta zadeva. Selfie, ne? Ne vem, kdaj so postali popularni. Evo se zato bomo pa žužul zraven, ne? In lahko direkt pogledam. When did selfies became popular? Nekaj se naješ. Čak, zgoba ni neta? V momentu prejem tako nazaj. Kar samo od sebe ugasne, jo! Majko mo. Lahko pa tega dinozavrčka špilam. Bam! Gremo. Novi rekordi. Shit. Evo se že naredil. Ok. When did selfies became popular? 1839. 39, to bo je pa sprovedel. The selfies of today are not the same as the first environment self-portrait as the beginning of photography. The first self-portrait, Robert Cornelius in 1839. Mene zanima zdaj. 2013, evo, ne 20. Ja, 5-6 let, no, nazaj. Fuck. Sorry, ampak to je meni tako ena izmed najbolj narcisističnih stvari, kaj lahko delaš, a ne? Sam sebe sligaš. Recimo, sem v Parizu,
pač une fotke stare sem razumel. Jaz sem imel fotoaparat, bam, si ga dal eni osebi, si rekel, excusez-moi, moment tu l'as picture permet you Eiffel Tower in karkoli že. Tudi Eiffel. In pa si jim dal kamero in ti si se tam postavil in ne vem, si dal pis gor ali pa si flexnul ali si se delal, da podpiraš Eiffel stolp ali pa ne vem karkoli, da ga držiš vzgori. In te je pač nekdo slikal in to je bila pač tvoja fotka, ne. Potem ostale fotke so bile seveda to, ko si ti slikal druge stvari, ampak zdaj kar neki, kar se trenutno dogaja, ker folk, zdaj sem tam in se tako isto fotko in prav uno basic, uno fotko, mislim, uno pozo, ki ima vsaka pička ali pa vsak tip, v glavnem se bebe slikajo, ampak ja, zaseješ uno, ok, ta je ta moja boljša stran, vklopiš kamero, ki me je tako že beautify naštiman, pa je tako trebaš, da sploh ne govorim počas za vse filtre, ki se grejo, ne, pa vse to je groza. In glej, kurcam, kakor da sem na sveta, ne, tudi jaz sem bil včas malo puberteti in to, in sem se si zdel fajn in cool in sem si mislil o ostalih, kako me ostali vidijo, in v generacijo Facebook in take zadeve in potem si fotke objavljal, ne, in seveda si tudi šel čez retouching in razne zadeve, jaz sem ful rad uporabil si black and white filter, ne, se pravi, črno-belo oziroma sivo, ja, nekaj mi je všeč na tem. Želel videti svet kao s takimi čez siv filter, tudi oni stari filmi so se mi ful dopadali, razni Cary Grant pa to, ki so špilali v onih 50-ih, ki so bili še kakšni taki črno-beli filmi. V glavnem, no ja, in te selfie po teh 5-6 letih se še vedno zdijo totalna debilna zadeva, vsaj meni osebno. Zdaj, to jaz govorim o solo selfijih, ne. V primeru, da se ti slikaš da sta dve osebe ali pa 3 ali pa več, ne, se pravi, da je v bistvu skupinska fotografija, v unem primeru ja, pač smo delali, ne, s kamerami. Si jo postavil in si rekel na en timer, 10 sekund, hitro gremo, in pač zdaj s telefonom je pa super, ker je veliko lažje, zato ker ima spred kamero in ko jo prežgeš, v tem primeru vidiš točno, kaj je na objektivu, a ne, kaj bo slika, se lahko lepo postaviš, ni uno, shit, kje je kader, tukaj not moramo biti, bla, bla, bla. In je ful bolj praktično in ful boljš, kar je zakon, ampak ne se uno sam slikaš. Ne vem, no, pač to je moje osebno mnenje s tem. Tudi za videe se še nisem odločil. Zdi se mi, da video ima večji impact, ne večji pomen, zato ker pač če lahko še kaj poveš, je zanimivega, kaj tacga, tako da več pove, kakor samo ena slika, ne. V tem prejaščema. Slika je 1000 besed, potem video je na potenco 1000 besed. Dokaj je res tako močna ta zadeva, ne. 1000 na kvadrat, recimo. In ja, no, ta rent sem hotel dati čez to zadevo, ker ti selfiji so, in ja, in vse ono poziranje pa tako, ker sem samo tako, te Instagrami, itak, glej, se zavedaj si, da to je večina je fake, ne, to je, kako bi temu rekel, ustvarjen prikaz sreče, oziroma da se imaš ful dobro. Veš kako, jaz vem, da sem se imel dobro, če grem kdaj zvečer ven ali pa kaj takega, zato, ker nisem nič na telefonu, ne slikam nič, nimam nobenih opravkov, ali pa sem minimalno gor, res mogoče sam za uro se čekiram za taksi klicati, kaj takega, ker vem, da imam še polno baterijo ali pa to, kar sem imel prej v 10% pač dol, maksimalno. To vem, da je bil fucking dober večer. Če mi pa že baterija pojenja počas, ali pa da ugotovim, da imam full fotk ali pa ne vem česa, razen če se je res zgodil kaj takega, kar je bilo vreden fotkati, ne. V unem primeru sem pa sam tako, okej, to se sad delaš, da ti je fajn. Veš, kako ne razne, v klubu rasturamo, jaz sem sam tako, in zakaj rabiš validacijo vseh svojih 150 sledilcev, ki jih imaš, zato da ti reče, bolano, zato ker se v bistvu ni nič dogajalo. In potem še vmes čekiraš in odpisuješ raznim ljudem, ki so te glih videli. Ne, to ni fora, to pol na koncu, ki jih vidiš, ali pa rečeš, veš, ki smo mi bili pa ful noro dobro. In ja, glej, pač nimaš fot, kaj boli te kurec, ne rabiš. Zakaj da bi te kdo vprašal v bistvu, kakor, zakaj pa nimaš kakšnih fotografij ali pa kaj takega, jaz sem tako, zakaj bi pa imel, mislim, niti pomislil nisem, da bi slikal, jaz sem pač užival. Edino, kar bi si mogoče rekel, je to, da bi se lahko malo več s kakšnimi novim folkom, ki se spoznam ali pa kaj, pač slikal sem, tako bi rekel, daj naredi eno fotko, tako malo klede, ki se glih spoznala, pa to, zato da imam, da se zapomnim, a ne. Ker to definitivno ful več prinese, sem gotovo tudi zase, ker lahko pol takoj vnosevujem, pa je pač shranjen zame, ne, pa recimo, če bi slučajno pozabil, bi pol napisal za ime fotke, tako, kdo je ta oseba ali pa kaj takega. Ampak, ja, še to moj tak spomin je za en kurec.
In ja, ko smo že na tej temi, a ne, je pač čisto zato, je vrnil rešuje, blablabla, ta strah pred dolgčasom in impulzivno brskanje po telefonu. Dejstvo je, da lej, tudi sam sem se že zalotil te zadeve, pač si vzuni, recimo, da je kul večer ali pa kitajska, ali pa si z eno osebo ali pa kaj, in ona reče, glih, grem na WC ali pa grem po hrano ali pa grem tja pozdraviti ono osebo in ti tam sam obstaneš in ne veš, kaj bi. In ta prva stvar, ki si pomisliš, oziroma ki se zgodi, ti impulzivno takoj cek, daš roko v žep, torbico, kjerkoli že imaš, moški, ženski, daš ven. In pogledaš v telefon in začneš tam neki klikati, brez nekega namena, brez karkoli. Zato, ker ti je samota, dolgčas, brez, nevedenost, kaj bi delal, ti je preveč neprijetna in ne moreš obstati v momentu, ker se počutiš, kot da vsi vejo, a ne. Zdaj me pa vsi gledajo, kaj sem kle, sam brez vsega čuden, moram nekaj narediti, ker v bistvu se večina pozabi, da to tudi ostali razmišljajo konstantno v svoji glavi. Ti razmišljaš o tem, kakor temu se pravi spotlight bias, spotlight efekt. To, da misliš, da si ti v luči pozornosti in da ostali razmišljajo o tebi, kar itak, da ni res, a ne. Zato, ker vsak je najbolj fasciniran sam sabo in vsi ostali razmišljajo o sebi, so v svoji glavi. Tudi, če si mega huda bejba ali pa ful znan osebnost ali pa kaj takega, tudi v tem primeru, folk ne razmišlja o tebi, kaj ti delaš, ampak razmišlja o tem, kako on ali ona gleda tebe in če ti slučajno njo opaziš, da gleda in na to foro. Pač v glavnem pride nazaj do te osebe, se pravi narcisizma te osebe, a ne, čist lepo, spotlighta. Pozornost je v bistvu na meni, kljub temu, da je v bistvu ta slavna oseba tukaj, ki ima milijonkrat več pozornosti, kot ti vsak dan. In potem gledaš tam na tem telefonu, ok, gremo Facebook, gremo Instagram, gremo Snapchat, kdaj bom hitro neki fotko naredil, kao, da uživam, da ne bo kdo mislil, da se nimam fajn, ker sem šel sem ven, to, ker sem toliko ljudem rekel, da grem ta petek v cirkusa ali pa v Topa, ne vem, če še Top dela, ne hodim v te klube, da ne bi mislili, da sem se imel brez veze ali pa kaj takega, in pol še iščeš unega fotografa tam, da se slikate to, zato da si čakaš, da te objavi na uni Facebook strani, da si se imel kul in bla bla bla, kakor da uživaš, no. Mislim, se ne rečem, gled, to zdaj jaz govorim čist z tega vidika, kar jaz vidim in to okoli, ker jaz pač rad opazujem, kako se ljudje obnašajo in to, kar me fascinira. In tudi kako jaz pač reagiram na take zadeve. In seveda so pač tudi ostali, ki uživajo pa to, a ne. To definitivno ni tukaj take zadeve. Pač samo moraš najti svoj prostor, kjer ti najbolj zasvetiš, ker si zvezda. Ampak ja, nisem nič povedal, zdaj trenutno imam, mislim, dost priden sem, tako bom rekel, nekje 85% ali pa 90 bi skoraj rekel, kar se tiče hrane in prehrane. Sem odstranil, ne bo uppercutnu sladkor, uppercutnu veliko ogljikovih hidratov, sploh te sladkor pa ogljikovih hidrati so v bistvu isto, ampak te testenine, take zadeve, se pravi z bele moke in podobno, tako hrano sem sam stran od jebo, čokolade razne. Sem se pač počutil gnilo in se mi tudi poznal tako na telesu, mogel bi reči, da tudi ful vpliva hrana na depresijo pa razne zadeve. Pač nisem bil depresiven, ampak definitivno se nisem počutil najboljš, kar bi se lahko, ne. In sem vedel, da se lahko dobro počutim, zato ker kakšne dneve, ker sem pač prej recimo 2 dni nazaj slabo jedel ali pa kaj, pa sem bil pa 2 dni, itak nisem mogel več v slabe hrane niti gledati, ne. Čipsov, čokoladic, bombonov in tega, burgerjev, nisem mogel sploh gledati in boljš jedel, a ne, recimo še bil sploh vikend, pa sem šel na Dolenjsko k starim, pa sestri in smo skupaj jedli in je bilo seveda veliko solate in takih zadev in je bilo pač bolj zdravo. V enem primeru sem se pol pa imenitno počutil, ne, zato ker je prišel za mano, ki je telo predelo tisto sranje in tudi na WC-ju sem nobenih težav, pa to zdaj govorim, ker da bi imel kakšne težave s črvesom, ker 70-letnik, ampak veš, daj, ko greš na WC, pa ni nobenih vlaknin pa tega v tvojem telesu in tvoja rit se obuda. Boš k v filmu 300, ki so ščiti držali perazice in je kva živ in lev najdeš sam. Boš, tako je bilo
ko je bilo vriti not in samo, da se pokakaš pol ven, končno, ko zašvicaš na WC-ju, skoraj na jok ti gre, ko si se tako matro in takrat si rečeš, tako da pol zjemen, tako, zdaj bom lepo jedel, ali pa nočem več tega doživeti. In ja, v glavnem, zdaj je 3. teden. Hvala lepa, sam sebi čestitam se, evo, petka sam sebi, preden sem. Da se mi pozna. Ne vem, koliko skilaža, zato ker se mi prejšnji vikend ni uspeli stehtati, zato ker ima brat tehtnic. Ampak mislim, da gre veliko na boljšno. Tudi če se mi tako telesno ne pozna ful, mi vse meni je ful všeč to moje počutje, pa energija. Včasih sem pač pojedel uno hrano, ne, testenine in podobne zadeve in potem samo obležiš. Pač ne moreš, zato ker tvoje telo gre samo uno v 6, kada bi šel v klanc v 6 z 8 šortljajo in to mora zdaj prebaviti in vseeno. Ker v uni najhujši fazi pralnega stroja, ki ga slišiš, ki se to hitro vrti, nič skoraj ne moreš delati, ne res. Sem že parkrat tudi šel po takem na sprehod pa to in definitivno pol na konc je boljš, ampak unčas, ko greš po hrani pol tako na sprehod, če posebej, če je malo bolj intenziven pa daljši, potem je samo tako, umiraš, no, kakšne korake ali pa kaj, sam spahuje se ti in podobno, včasih zelo bruhant hočeš. Pač se pravim, ful sem ponosen na to, kaj sem naredil in moram reči, razen prvi teden je bil najtežji in sem si pol tudi na prvoščil, zdaj se ne spomnim, kaj je bilo točno. Ja, tako je bilo, en teden sem bil ful priden, več kot en teden, 8-9 dni se mi zdi, pa sem pa rekel, evo, te hrane res ne rabim, ne pogrešam je čipsov, slanih zadev, čokolade, bombonov. Kaj bom naredil, je en dan, se odločil, evo, dan, ki je prišel in bom kupil vse te moje najljubše čokoladice, bombone in te zadeve, vse od Toffifeja do Milke, do, kva je bilo še kaj, Haribo, raznih bombonov, Jaffa keksi, čipsov, soka, kole, zato ker sem rekel, ne, to je to, evo, to, kar imam zdaj, bom probal pojesti, oziroma bom jedel, ker je to zadnji dan in od zdaj naprej sem rekel, pol naslednjih 5 let ne bom nič od tega jedel, oziroma pa sem kar rekel, recimo to za življenjsko, da se bom izognil, zato ker te stvari so droge. Dejstvo je, da obstaja odvisnost s hrano, ne, sladkor je čista droga. To je isto kot kokain, pač vse oni smek, metamfetamin in podobne zadeve. To je droga. V redu, kaj sem ustal? Ja. Jaz to vse nabavim, gremo šparam, bam, to prenesem domov, postavim na poslo, tako po kategorijah, veš, čipsi, čokolade, bomboni, naredim fotko s telefonom, shranim to v moj Evernote, napišem, evo, to zadnji dan, bam, da se obljubljam, ker sem vrat in vse to, da ne bom nikoli več tega jedel. Pa sem rekel, let the feast begin. In valjda odprem to, ta čips, čak, light, da se ga spomnim, Crunchips, X-Cut light verzija, to mi ga je sestra prvič predstavila po moje 10+ let nazaj in bellissimo, res dobra zadeva. Pa ga malo kasneje, ko sem ugotovil, je bil Chiota oven chips, se pravi ovenči, kao v pečici, ful manj maščobe, pa to taki bolj puščat, X-Cut varianta, kaj so že to, rebrast, tudi bolana zadeva, pa Big Pep, pa unike so, to so se od Chiota, pa Smoky, evo, Smoky so tak bolana zadeva, pa še v bistvu najbolj v narekovaj zdrave od vseh teh zadev. Zdaj sem ful v taki fazi, da ko gledam hrano, primerjam ozadje, veš, nikoli nisem gledal teh tabelc, energijske vrednosti, beljakovine, ugljikohidrati, maščobe, bla. Zdaj pa prav to gledam, zato ker me pač fascinira, ne, ker potem realno vidiš. Glih danes sem imel, ker sem enkrat ten video gledal na foru ta Sugar Salt Fat na YouTubu, ki kaže koštacuno in tudi bio izdelke in te hujševalne in to. In meni se zdi, ne vem, ali je to samo v moji glavi, ampak mislim, da je tako počasi se premika po štacuni in se samo vsi ti izdelki in iz leve proti desni se enkrat vse začne spreminjati v lončke ali v posodice z sladkorjem. In ti sam kaže, veš, koliko je cukra v vsaki zadevi, In točno danes, na primer, ko sem šel isto v štacuno po solato, pa po par stvari za večerjo in sem pa po Radler. Pač Radler je kar kul zadeva, ki je malo s tem limonenim pa grenivkim sokom, pa malo sladila in je ful dobra zadeva zraven. Še malo alkohola ima, tako da malo kalorij. Pač v redu zadeva je, no. Ne pijem ga vsak dan, enkrat na par dni, mogoče enega spijem, no in je ful dobra varianta. V glavnem, kaj sem bil, no in točno to sem danes videl, ko sem šel iskat v štacuna. Prav tako se mi je zdelo, da se mi v glavi spreminja. Cak sem videl, ok, to je sladkor, to je ta zadeva, to je ona zadeva. In imam prav že v glavi, ok, to je v redu, tukaj imam
to ima te veliko beljakovin, tam ima malo beljakovin, tam ima te zadeve. Ja, in nikoli nisem mislil, da bom do te faze prišel, ampak pač nikoli nisem bil za to obseden s takimi stvarmi. In bi rekel, da nisem obseden, ne samo malo bolj izobražen, kar se tega tiče, ker mi pač ni vseeno, ne. Počutje je ena izmed glavnih zadev in dejstvo je, da imamo samo določen čas na tem svetu, ne, ki smo ga dobili, recimo, ko si se rodil, to je zdaj countdown do tvoje smrti. In ne vem, lahko imaš 50, lahko imaš še 20 let, 60, 80, 100. Dejstvo je, da ne veš, koliko imaš časa, samo veš, da z vsakim momentom ti izginja čas in ga ne boš nikoli več nazaj dobil. Tako da zakaj ne bi jaz to maksimiziral, ja, in naredil maksimalno, kar lahko za svoje telo in za svoje počutje, za take zadeve. In dejstvo je, da se počutim fenomenalno. Res, sam tako sem, ful dobro zadeva. Tako da ja, no, in glej zdaj, ker sem prej maksimiziral, še vedno ne morem sploh reči. Sem se glih spomnil, kako je danes, ker sem prevzel eno dostavo v McDonald'su, je bil en tip, hotel v glavnem pride do Šanka zraven mene, do Šanka, ja, v Mac ima Šanka, ne ti točijo, pač do teh, ki delajo Maca, ne, in hoče vprašati za ta novega Generous Rokoja, kakšno meso je, pač goveje, svinjina, pišanc, bla bla bla, in ni mogel izgovarjati. Če se spomnite Car oživlja, Gojko Ajkola, ki je objavil, kako car oživlja, in vmes je hotel povedati za mašino za oživljanje, je defibrilator, ne, in valjda ni mogel izgovoriti, ni bil mašina za oživljanje. In na isti princip, prav nisem se mogel zadržati, ker je že odip stran, ni mogel reči Generous Roko, ali pa ni vedel, da piše Generous Roko. Prišel tja in je rekel, tale General Roko, kakav je to meso? Odpovedal je na pol poti, rekel je, ne bom se ubadal s tem, sam povej mi, kakšno je to meso. In jaz sem se avtomatsko spomnil, tako da ta klip sem rekel, ok, zakon, prav nestereotipično. In že posebej se mi zdaj pol ironično, prej nisem mogel reči besede maksimiziral ali maksimalno ali karkoli je že bilo v kontekstu. Ok, tako da ja, no. To je ta zadeva, ker sem ful ponosen, da končno jem pravilno, dobro in sem pridna oseba, kar se tega tiče. Bomo pa videli, kako gre to naprej, ne, lej, ni zdaj to striktno vse tako shredded Jošt, Švarci, priprav se Jošt bo naslednji Mr. Olympia, ampak je bolj na foro, se pravim, zaradi počutja pa energije, pa da vidim, ne, kako to deluje name. Seveda, če ugotovim, še malo testiram, ne, kaj če še bolj striktno jem ali pa samo to pa to, če se boljš počutim, pa več energije, recimo bolj skušam ali pa kaj takega, bom pač bolj šel v ne, ker bom dobil direkt iz časovnega nekega razmerja pač ven nazaj rezultate. No, seveda si pa še prvoščem kdaj, če mi zapaše kakšen burek ali pa tudi zanj sem ko spice pa to na šihtu, ki je nekaj ostal, pa danes sem imel 2 pomfrička iz Meka, ne cela pomfrija, ampak 2 pomfrija, ne, mehna koščka sem vzel sodelavca, se glih srečala Kolosejo, ki je jedel. Nisem 100%, ne delam se kle, da sem ne vem kaj, se tudi ne prodajam to, ampak včasih se rad tako testiram, a še pogrešam tako zadevo, ne. In pač probam in sem tako, ja, to bi lahko komot jedel, ampak pa sem pa takoj tako ne rabim. In to mi je najbolj všeč pri tej zadevi, tako da lahko rečem, veš kaj, ne rabim, je kul ta zadeva, ne. Lej, enkrat mi bo zapasalo, pa bom vzel, enkrat bom to naredil, nič sam s hrano, ful stvari v mojem življenju, sem pač ugotovil, da ne, imam neke prioritete, nekaj, ki mi je res ful leži, nekaj, kar imam res rad, kar delam in pol na konc, a ne, dejstvo je, da če jaz zdaj jem slabo hrano, jaz vem, da bom gotov, da bom pač slabe volje ali pa brez energije, to zdaj vpliva na moje druge aspekte življenja, ki jih obožujem, a ne, naprimer tudi ta podcast, da snemam ali pa kaj takega, tudi že prejle v bistvu, vzel sem polento, zato ker sem hotel, se pravi, glih testiram, a ne, sem hotel videti ali tukaj kakšna energijska vrednost, pač polenta zgleda super, zato ker ima ful malo sladkorja, ne, pač ugljikohidrati so še vedno ugljikohidrati, koruza, bla bla bla, ampak večina, ki drugje gledaš, ima več teh vlaknin, no, in tega, in sem rekel, ajde bom probal, in sem pač dal eno mehno kavno skodelico, ja, iz mehne kavne skodelice polento, veliko pride na konc, ker sem že pozabil, koliko ti to v bistvu, ne, kada že 1:3 razmeri z vodo, to vse opije, no, in sem pač jedel pa to in je bilo kul, ampak pol na konc
sem tudi že malo več apetita dobil, moram reči, mislim, da sem si malo premalo solate, da bi mogel celo uno, ampak sem si hotel še za jutri prišparati, ker hočem malo bolj optimizirati ta moj jedilnik, ki ga imam. Fora je, da se tudi kalorije so se ful zmanjšale, ne jem več ogromne količine hrane. Moram reči, da me je malo tako kinknil, ker sem 20 minut ležal na posli pa gledal neki video na YouTubu, sem mogel prav stati pa tako se zbuditi in sem šel na WC in pol posodo pomiti in vse to in sem rekel, ne, zdaj pa grem posneti ta podcast, tukaj jaz to hočem narediti, ker to mi je ena izmed takih, pač fora je, da ta podcast, ki sploh ne vem, če v podcast ali bojo sam tele, ne vem koliko minutnih, koliko je zdajle, 35 minut, ko bo samo renti, da pač jaz doma vendam take zadeve, ki meni je v glavnem samo kot trening, ne. Dejstvo je, da če se razgovarjam za stvari ali pa nasploh govorim kar veliko, no kar veliko tako v redu, recimo mogoče povprečno ali pa kaj takega, ampak hočem razviti še bolj to mojo verbalno mišico, bi lahko rekel. Da se še malo bolj znam artikulirati, ker včasih gotovim, da lahko kar pozabim kakšne besede, tukaj se tudi pozna kaj, ali pa da kar, no, sem pač tiha, ne rečem kaj takega. In se vedno pozabim, zato ker začnem tudi iz onega biasa, ker sem prej rekel spotlight, razmišljal, da kaj če zdaj rečem, zdaj bojo vsi to pa to mislili. Lej, mogoče bojo, mogoče ne, ampak jaz to delam zase, zato ker jaz hočem pač zrasti v tej smeri, narediti boljši skill. In glej, če na koncu kaj zanimivega, to na koncu pride, če na koncu kaj, to na koncu. Če se na koncu kaj zanimivega tukaj zgodi, ali pa se kaj pove, pol je že kul. Če pa tudi noben to ne posluša, le mene čisto vseeno. Jaz to delam samo zaradi sebe in tudi to ni prva stvar, evo, čisto po resnici povem, prvič, ko sem posnel, imam že ene starih posnetkov neki, ampak moram reči, da sem chicken out, glih zadnjič sem to govoril na rojstnodnevni taki zabavi, pijači, ki smo imeli za eno mojo ful dobro kolegico in sem se pogovarjal z enim friendom Nejcom, no, bolj se tako poznava, kakor friend of a friend varianta. Ja, no, kakor ga poznam, no, gledam to, mečkam smo se že enkrat mailna pa take zadeve, tip je res kul. In v glavnem, on je tudi v tem primeru govoril za njegov video, ker on se z datingom ukvarja, ali to dating relationship. Mečkam poznam te zadeve, ampak ne preveč. No, in je rekel, da isto, on ima še v bistvu bolj, ne, jaz sem to doma, pa doma to snemam, on gre pa ven, Tivoli ali pa nekam in on to pol snema. Pred folkom je to, jaz sem sad tako, ok, to je moj en cilj enkrat, da grem lahko takole ven in v javnosti še tole tudi daj posnamam ali pa naredim. Definitivno bi bilo kar kul. To je potem naslednji, recimo, malo višji izziv, kar se tega tiče. Tako da je kul spoznati take ljudi, ki tudi stremijo na čim več in so zagnani za svojo strast, ki jo radi delajo. Ampak to je bolj tak passion project trenutno, oziroma niti ne passion project, bolj Jožga renta na tem podcastu. Če je sploh to podcast, v glavnem ime je Pošušti mene, to je ena beseda, P-U-Š-U-Š-T-I-M-E-N-E, in bom govoril o raznih temah, raznih zadevah, ki se mi dopadajo ali pa glih ugotovim ali pa kakšne novice. In mislim, da je to tudi to. Saj imam še ful različnih teh bullet pointsov, ki sem jih tule naredil, ampak glede na to, da prihajamo že na 40 minut, no, itak bo še malo katano razne kašle in take zadeve ven, ampak v tem primeru jaz mislim, da, ali pa pustimo vseeno, glej, bomo videli. Nisem se še odločil, bi malo editov, vsaj kakšne večje luknje vmes ali pa kaj takega, da je malo bolj smooth pogovor, pa na koncu moram edina stvar, ki si zapomniti, je, da boli me kurac, kako zvenim, tudi če je malo bolj monotono ali pa kaj to, lej, jaz sem to naredil zase. In že to, da mi uspe objaviti, pa to je velik korak zame. V tej smeri, kar se tega tiče. Ker tudi, da mi je to všeč, ne. Ful že sam podcastov poslušam, oziroma imam par takih, ki so mi ful všeč. In v tem primeru, da bi mogoče jaz lahko tudi to enkrat delal ali pa nekaj takega, se mi tudi ful dopade. Tako da vredi. V redu. To je to. To je bila prva epizoda ali pa recimo ena predepizoda, testna, Jož se še uvajajo, še ne ve, kako to deluje, Jož je živčen. Pošušti mene podcasta, lepo se imejte, čau, bav, mjav.